No, jaz sem vam hvaležen za to vprašanje, ker je res potrebno, da razmišljamo o naših sedanjih nalogah v luči razmer, ki jih vidimo v Evropi. Mi smo že zdaj močno integrirana država v evropski prostor, smo izpostavljeni vsem tendencam, ki se v Evropi pojavljajo in seveda ničesar ne smemo podcenjevati ali pa se videti kot na kakršenkoli način zaščiten ali izoliran otok. Zdaj, v tem kontekstu razumevanja naše stopnje integriranosti bi jaz opredelil vlogo obrambnih sil in celotnega sektorja v zagotavljanju naše varnosti na naslednji način. Kot aktualna naloga je to v prvi vrsti ustvarjanje atmosfere stabilnosti. Obrambne sile lahko precej prispevajo s svojim, rekel bi, ravnanjem v vsakodnevnih situacijah kot faktor stabilnosti. Seveda se to najbolje vidi v posegih našega sistema za zaščito in reševanje v primeru naravnih nesreč. Takrat je ta nervoza povečana in takrat je še posebej pomembno, da se celoten sistem mobilizira hitro, da deluje urejeno, da na ta način s svojim prvič urejenim, hitrim nastopanjem in z ustreznim mobiliziranjem tehničnih in drugih sredstev, ki jih ima na razpolago samo vojska, prispeva k občutku, da država dobro deluje. To se recimo v naravnih nesrečah najbolje vidi in to se je do zdaj tudi izkazalo kot zelo pozitiven vidik, ki je prispeval k temu sicer visokemu ugledu in zaupanju, ki ga danes naš obrambni sistem uživa in seveda Slovenska vojska v tem okviru. Razumem tudi to, veste, znotraj tega se da razpravljati, ali so vse naloge bile opravljene pravočasno, na najboljši način, ali so bile pravilno dogovorjene, ali je bilo treba koga počakati, ali se koga ni počakalo in tako naprej. Skratka, o vseh teh temah, to so podrobnejše teme, o katerih je treba govoriti, ampak gledano v celoti in v odgovor na vprašanje, kot ste ga postavili, bi rekel, da je prva naloga delovati na način, ki krepi občutek varnosti in stabilnosti. To pomeni seveda, kot sem rekel, na področju sistema za zaščito in reševanje še posebej občutljive in prednostne naloge, če pride do situacij, ko je treba ukrepati. Na vseh drugih področjih pa je to podobna naloga. Seveda so specifični cilji drugačni in jasno, da ko gre za udeležbo v mednarodnih mirovnih operacijah, mora biti razumljivo, da je naš angažma v teh operacijah med drugim tudi izraz naše zrelosti, naše urejenosti, dejstva, da imamo doma mirno in varnostno stabilno situacijo. Tako da lahko normalno vršimo vse rotacije, da ni nobenih zastojev, da obrambni sistem dobro funkcionira in verjamem, da ta posredni učinek, ki se ga doseže s temi dejavnostmi, ni zanemarljiv. To je pomemben vidik utrjevanja občutka varnosti. In to se je izkazalo v različnih situacijah že doslej. Tudi recimo med osamosvojitveno vojno, jaz se dobro spomnim, da je že sama prisotnost in urejeno delovanje, izkazovanje, da sistem deluje, bila bistven pomen zaupanja, ki ga je javnost imela v naše obrambne sile v tistih razmerah, ki seveda so bile precej nepredvidljive. In verjamem, da se lahko iz tega tudi kaj naučimo. Jaz ne mislim, da bomo imeli kakršnekoli ogrožanja, ki so primerljiva z letom 91, ampak tisto izkušnjo moramo razumeti. Dobro, kvalitetno, urejeno delovanje največ prispeva. In seveda z tega stališča se mi zdi, da je zelo pomembno, da se tudi v kulturi naših obrambnih sil goji ta občutek odgovornosti. Moram reči, in to sem večkrat tudi omenil ministrici, načelniku in drugim, s katerimi sem govoril, da ne mislim, da je dobro, če se pretirava z raznimi sindikalno motiviranimi razpravami. Te imajo svoje legitimno mesto in prav je, da potekajo. Dobro pa je paziti, da se iz tega ne razvije neka napačna predstava o problemih, ki jih obrambni sistem ne vsebuje. In mislim, da bi bilo ravno to nenehno izkazovanje normalnosti,
najpomembnejši prispevek k mirni situaciji, k preprečevanju potencialnih ogrožanj varnosti. To bi bil moj, direktno odgovor na vaše vprašanje. Mislim pa, da preko tega v tem trenutku niti ni treba iti, kajti ne verjamem, da lahko pričakujemo kakšne druge situacije, ki bi zahtevali kakšne bolj direktne angažmaje. Jaz upam, da sem vam odgovoril na zadovoljiv način. Vem, da so to stvari, v katerih se da razpravljati tudi bolj konkretno in bolj tehnično. Ampak to je tisto, o čemer kot predsednik republike lahko povem svoje mnenje.